ko je toliko še besed zoper Rožmana, vemo, da je bilo Gregorija Rožmana na čelo in odgovor vsakokrat, kadar so rekli, dajte prispevajte ali tole, da bi mi se začeli braniti odprto. Je rekel, naše orožje je rožni venec. To je bilo vse skozi. Njemu bi morala partija postaviti poseben spomenik, ker so v tistem času čistke delali na veliko. Jaz sem v centru revolucije Devicmorja polja živel. Pa vem, kako so bili že poleti 41. leta atentati ali ugrabili dve ženski že takrat, frizerjeva žena, pekarjeva žena in tako naprej, tam na Novevčah. In torej, če bi že poprej nastala vaška straža, sem prepričan, da bi že prej odšli tile skojevci atentatorji, ki so po navodilu Marijete streljali v hrbet, prej malo videli, kakšne navade ima nekdo, ne pa šele 3 glavne občine ali župnije okrog Ljubljane, se reče Devicmorja polje, potem Dobrunje, Kleče, Ježica, Stožice, 14. septembra 1942. Nekaj prej, torej junija, torej tam okrog tudi 18. ali 26. na Svetem Joštu, ker so se oprli cele družine, so bile likvidirane. So rekli Italijanom, če nas vi ne morete in nočete braniti, dajte nam orožje. No, dovolili so, dali so jim tiste arabke, smo rekli, dolge na 3 patrone. Torej, on je pa šele 14. septembra 1942. Sem prepričan, da saj takoj na takem mestu ne bi Erlich takrat že padel. In seveda hoteli so pa dr. Cirila Žebota, ki ga je vsako jutro spremljal sem, da je tu maševal študentom v Cirilovem domu, študentom univerze, revnejšimi, ki niso mogli doma biti. In potem ga je spremil navadno, pospremil tudi na teološko fakulteto, kjer je predaval misiologijo in etnologijo. Erlich je bil na konferenci mirovni za razmejitev po prvi svetovni vojni. Je že takrat videl in poznal je prilike, tam je Žabnic pod Višarjami, kje in kako more potekati naše meje. No in potem je šel iz Pariza naprej, vsaj dobro leto, če ne več, 2 leti morda, je bil v Londonu, študiral etnologijo in tako naprej še. Tudi pozneje je bil z največ temi dokumenti, ko so ga na hitro napravili za ministra brez listnice 41. leta. Ampak, ko je videl, da odhajajo samo generali, pa tisto predstavništvo vlade s svojimi ljubicami, je potem še požegnal ta letala in pa tako tam letil to v Črni gori. Torej, pravim, bi bil tudi 41. ali 45. leta veliki človek z največ dokazi za naše meje. Sicer pa sploh vemo, če bi ne začeli revolucije, danes bi bil Trst naš, še marsikaj drugo in Gorica brez daljnega. O tem je še v predsmrtnem pogovor z Josipom Kopiničem, iz knjige vidite to poslednja Titova izpovest, Tito sam izjavil. Torej, take ljudi zares treba čislati, pa tudi za svetnika ga je treba čim prej, ampak dal sem tiste stvari, kar sem našel po teh knjigah še, sem dal na škofijo, ampak zdaj je, da se kar bojijo zagristi v ta problem. Češ, da je preveč že neka politika ali kaj. Mi smo slišali klasičari, državna klasična, nižja gimnazija, so nam vojaki že Italijani zasedli ob začetku vojne. Gimnazijo smo bili zaradi prostorov gostje na Rakovniku. Ko so Uršulinke v Šubičevi zgradile tisto gimnazijo, na Grobamše smo se preselili tja. Dopoldan smo slišali na tak današnji dan, da je že ubit Erlich. In smo prišli potem nekaj po 12. uri, smo dobili tu še par tistih krvavih, temno rjavih madežev, svečke so gorele in tudi cvetja je bilo. Torej, ampak vse nas je to prizadelo, seveda, kakor se že popreje. Tu vidite ploščo gor za Kikla, ki je 18. marca 1942 že bil ubit, krščanski človek po
poreklu Primorec, sicer pa z Maribora, študent medicine. Ko so šli pa z njegovega pogreba, je pa še štajerski fant Franček Župec padel tudi na ulici. No in pozneje pa potem, pravim, tako je sledilo. Tudi da so nam tudi velmože in vodje uničili, pa potem pri onem, ne morem govoriti brez neke soodgovornosti, tudi z novobranske strani, ker sem sam dal skozi vse tisto odvračanja z Vetrinja, 3 dni vojačka, prešel v civilnem taborišču, sošolec dr. Lojzija Ambrožiča, zdaj je bolj Anže, bolj Parkinsonov, čeprav 1 leto mlajši od mene, Parkinsonov, zdaj je tudi že malo Alzheimerjeve bolezni in tako. Torej, evo, prav je, da bi mladina majhen več tega vedela, a če ne vedo bogoslovci, škofijski, kaj je pomenil Josip Šimenc, potem pa naši tudi, jezuitski mladi, kaj so pomenili razni tile, ja, to je pa čudno. Bojimo se še danes, ali kaj, so tudi do neke mere nesprejemljivi. Za njih je samo to življenje, ki ga zdaj živijo, pa kakršno to že je. Dobro je preveč. Za minuto molka spominu našega Lamberta. Hvala lepa za udeležbo. Počenar vidno. Za njega, druge žrtve in za našo slovensko domovino, da bi bila le bolj enotna in šla z ljubeznijo naprej proti prihodnosti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako